Živja, evo, nov teden, nov event. Jutri bo na Vrhniki potekal Cankarjev pokal. Jaz bom zdaj naredil aktivacijo, tako da bojo noge pripravljene. Ko zaključim, pa majčkeno več povem o dirki. Cankarjev pokal. Gre za eno zelo zanimivo kombinacijo dveh dirk, in sicer vzpona in kronometra. Lahko odpelješ samo eno ali pa drugo, ampak meni je najbolj všeč tretja opcija, kjer odpelješ obe dirki in skupni čas se šteje za končni rezultat. Dirko sem odpeljal že lani, tako da vem, kaj me čaka. Obe trasi sta kratki, vzpon je dolg 7 km, kronometer je pa dolg 10 km, tako da je cel čas full gas. Bom pa letos majčkeno bolj pripravljen na kronometru, zato ker mi je kolega posodil aerobare, tako da mi manjka samo še čelada, pa sem Mr. Aero. Zdaj spucam kolo, namažem ketno, pa se vidimo na Vrhniki. Jutro. Evo, jaz sem že na Vrhniki, tako kot ponavadi sem prišel majčkeno bolj zgodaj, zato da mi ni treba prav hiteti. Vreme danes bo pa po moje tudi super, sam megla se mora razkaditi. Zdaj se pa napravim, pa majčkeno ogrejem, pa je to to. Ko ste rekli makadam, pa ste pa razmišljali, bilo fajn. Prva preizkušnja v dnevu, vzpon na Ulovko. Sam klanc je dolg malo več kot 5 km in ima povprečni naklon 6,5%. Se pa v teh 5 km dvignemo za približno 347 metrov. Naj vas pa te nizke številke ne zavedajo. Med dirko, ko gre na vse ali nič, je tudi majhen klanc težek. Do vzpona smo 2 km prevozili v zaprti vožnji z avtomobilom, takoj ko se je cesta začela vzpenjati, se je pa avto umaknil in dirka se je začela. Imel sem dva cilja, prvi je bil ta, da izboljšam čas od lani, 17 minut in 52 sekund, drugi pa, da na vzponu cel čas držim več kot 300 vatov. Kot ponavadi je bil štart kar brutalen in skupina se je hitro raztegnila. Sam sem se počutil super, zato se nisem preveč sekiral zaradi malo višjih vatov, ko sem jih obračal. Na desni strani sem zagledal Klemena. Videl sem, da ima dober tempo, zato sem stisnil zobe in sem mu prilepil na kolo. Prehitela sva kar nekaj kolesarjev, sem pa vzadej že kar pošteno dihal na škrge. Vedel sem, da do cilja ni več daleč, zato nisem smel popuščati. Sem pa opazil, da Klemenu počasi zmanjkuje moči in ko je popustil, sem se hitro priklopil na kolo kolesarjev pred nama. Cesta se pred zadnjim vzponom v cilj zravna in vsako zavetrje v tem delu še kako pride prav. No, tukaj je pa že kar fajn pekel. Srčen utrip je bil že na 200, sem pa sam pri sebi razmišljal, da bi bil nor, če bi se 15 minut matral, na koncu pa 100 metrov pred ciljem popustil.
Iz sebe sem stisnil še zadnje vate in za milimeter sem dobil šprint. Dosegel sem tudi oba cilja, čas sem izboljšal celo več kot minuto, tako da boljš ne bi mogel biti. Tale je pa pekla, ampak je ratar. Koliko smo? 15. Dobro, bravo. Smo pol enih, da si ti rekel, ne pol dveh. 13:43, nekaj takega. Jaz sem pred zadnjim. Ja, mislim, da imamo amateri po starosti gre, če sem prav videl. Evo, zdaj grem pa do avta, toliko da namontiram aerobare. Potem gremo pa na nizi krogec, ker imam še kar veliko časa do štarta. Mislim, da štartam 20 do 2, nekaj takega. Evo, zmontiran. Fantje so odpeljali malo daljšo furo, jaz sem jih pa spremljal po trasi kronometra do obrata. Nisem hotel pretiravati, ker sem vedel, da me čaka še en izziv. Vrnil sem se k avtu, namontiral sem še številko za kronometer, potem sem se pa počasi premaknil proti kraju, kjer je bil štart. Evo, grem počasi proti štartu. Na ulovko sem kar dobro peljal, tako da upam, da mi je ostalo še kaj za kronometer. Ti si rakete. Kronometer. Trasa je bila dolga 10 km, 5 v vsako smer, v prvi polovici se cesta pomalem vzpenja vse do obrata. Po obratu se pa situacija obrne in je mogoče vsaj malo lažje za psiho, če že za noge ne. Konkretnega plana nisem imel, ciljal sem pa nekje na povprečje 300 vatov. Nisem pa vedel, kaj naj sploh pričakujem, zato ker sem že kar veliko moči pokuril na ulovko. Hitro sem bil na vrsti in čas je bil, da vidim, kaj je ostalo v nogah. 4, 3, 2, 1. Gremo. S štarta sem se kar dobro pognal, zato ker sem hotel čim prej priti na povprečno hitrost in pa v pozicijo na aerobarih. Še sam nisem mogel verjeti, ampak sem se kar dobro počutil. Čas mi je mineval hitro in mimogrede sem bil v Podlipi. Tukaj se cesta majčkeno bolj izrazito povzpne, ni pa več delež do obrata. Najtežji del trase je bil za mano in od tukaj naprej sem samo še probal dati od sebe vse, kar sem imel še v tanku. S časom in celotnim potekom kronometra sem bil več kot zadovoljen. V povprečju mi je uspelo držati 311 vatov in 40 km/h. To je pa tudi vse, kar sem zdaj lahko naredil. Z ulovko zjutraj, pa tole, super, sem zadovoljen. Evo, zmagovalec kronometra. Kaj boš povedal? Kakšna je bila taktika? Taktika je bila, ni je bilo toliko. Glava dol. Ja, glava dol pa tiš. Ja? Sploh, dol smo pa počivali. Kaj je bilo najhuj? Kjer del proge ti je bil najbolj zajeben?
Tam, ko zgruntaš, da si malo prehit začel. Pa tam bi mogel najbolj pritisniti, ne moš pritisniti, to je hudič tam skozi vas je bilo kar. Sam dober, na srečo je bilo pojna dole, no. Smo tam malo Pa samo govor, kot si rekel, ne? Ja, nazaj smo se kar pogovarjali vsi po mojem, sami s sabo. Norci ste. Bravo. Hvala. Skupaj smo naredili še razpeljavo, za zaključek je pa vsak dobil še porcijo makaronov. Celoten dan na kolesu je bil več kot super. Če ti je bil pa video všeč, pa le stisni tisto subscribe, kar mi res veliko pomeni. Pa upam, da se še vidimo. Čau.